Dober večer in dobrodošli v rubriki Najbolj neumna novoletna vprašanja, ki jih lahko zastaviš Slavoju Žižku. Z nami je Slavoj Žižek. Lep dober večer, gospod Žižek, se že vnaprej iskreno opravičujemo. Jaz tudi se bom pa iskreno potrudil, da bojo vprašanja manj neumna kot moji odgovori. Gospod Slavoj, če ste pripravljeni na najbolj neumna novoletna vprašanja, predlagam, da začnemo. Absolutno. Zakaj je 31. december tako vesel in 1. januar tako žalosten? Ne vem, ker mogoče sem jaz neka patološka osebnost, ampak z mano je natanko obratno. Novoletni večer oziroma 31. december je dan groze. Pripravljaš darila, veš, da tisti, ki jim boš darila namenil, bojo razočarani, nič ne bo delovalo. To je ukazan užitek. To je tako, kot, se upravičujem za drobno obscenost, to je tako, kot seks iz dolžnosti ali iz usmiljenja. 1. januar je pa prost dan. Ničesar nisi nikomu dolžan, delaš nič, delaš, kar hočeš, lahko se celo predaš pandemični apatiji, umetnosti naučiti se uživati v apatiji. Zato za mene je obratno. Muka je mimo, 1. januar srečen dan. Ali je prav, da samo pridni dobijo darila? Ne, ker bi jih to uspavalo in ne bi bili več pridni. Nagraditi je treba lene, da se bojo morda popravili. Zdaj boste rekli, ampak če bojo pridni razočarani, da niso nič dobili, bojo postali leni. Moj odgovor, potem jih je treba dvojno kaznovati, ker niso bili res pridni. Moje pravilo je kazen za pridne, darila za hudobne. A mislite, da sem zmešan? Poglejte okoli sebe, tako deluje naš svet danes. Ali obstaja slabše darilo, kot je deodorant? Joj, to vprašanje imam pa tako rad. Zakaj? Zato, ker podariti deodorant ali, mogoče za mene bi bilo še slabše, odvajalno sredstvo, je čudno. Ampak s tem vsaj jasno poveš, kaj te na tistemu, ki ga boš obdaril, moti in podaš rešitev. Ampak tukaj je stvar globlja. Takšna darila so čudna, ker so uporabna. Prava darila, kot vsi vemo, pa morajo biti nepotrebna, čisti presežek. Kdo pa rabi prstan, ogrlico ali rožo? Takšne stvari se dajo kot darila. In zato sem jaz pri darilih paranoik. Nekdo mi podari svojo knjigo. Takoj me zagrabi panika. Ker vem, kaj se bo zgodilo. Čez teden ali dva me bo poklical, a si mogoče že imel čas prebrati knjigo, pa to. To je groza daril. In tukaj posebej, na žalost, izstopa naša vlada. Zdaj, ko je čas predvolilnih daril, treba še posebej gledati, kakšna je skrita cena teh daril. Naprimer, eno od daril, tako sem bral, je nižji davki. Spet, kakšna cena? Kje bomo drugje plačali ceno za to? Kak odnos moramo imeti do tega? Ko sem bil v Palestini, sem slišal za moje pojme nek izjemno dober vic o Kristusu. Ampak spoštljiv do Kristusa in slišal sem ga od krščanskih Palestincev, še vedno jih je nekih 5%. Gre za to slavno pridigo, ko Jezus reče, naj prvi vrže kamen, kdor misli, da je čist in nedolžen. Veste, kaj se zgodi v tem vicu? Se mi res zdi genialno. Takoj prileti van kamen. Kaj odvrne Kristus? Mama, a ti nisem rekel, da ostani doma? Tako je treba brati tudi, mislim, razvpito izjavo našega ministra. Njegova želja je bila očitno, nobenih kamnov, pustite nas, politike, da si v miru tremo jajca v vaše dobro. Seveda. Naš odgovor pa mora biti, demokracija je ravno to, da mama ne ostane doma, ampak meče kamne. To mora biti naše darilo vladajoči politiki. Gospod Žižek, iskrena hvala za vse odgovore in obisk v studiu. Hvala vam za vašo potrpežljivost in želim vam še veliko let, da tudi, ko ste že stari na vozičku, kaj čemo, vas bojo pa na invalidskem vozičku pripeljali sem in upam, da boste takrat zmogli šalo na svoj račun. Iskrena hvala. Hvala. Drage gledalke in gledalci, to so bila najbolj neumna novoletna vprašanja, ki jih lahko zastaviš Slavoju Žižku.